prvenec prihaja Nataše Štandeker. Tu v neki šoli jezikov, ki v Mariboru deluje in v glavnem uči tuje jezike in slovenski jezik, so celo na predlog Andreja Fištravca, ki je tam imel nekaj zraven, mislim, da zdaj nima več, naredili skupino literarnih talentov kot neko literarno ali šolo kreativnega pisanja ali kaj. In so me povabili, resnici na ljubo nimam s temi, čeprav sem bil učitelj, da bi druge učil pisati, imam grozne pomisleke, ker ko sedem pred ta ekran, sem tudi jaz vedno na točki nič. Vedno sem na točki nič. Mi nič ne pomaga, da sem že izdal toliko in toliko knjig, da sem dobil literarne nagrade, nič ne pomaga, še bolj si gol in neboglen. No, ampak sem, zbralo se je več ljudi, kot je zaželeno. Meni se zdi, da je največ 10 ljudi možno. Kasneje se je izkazalo, da je to preveč in smo imeli vsak drugi z polovico. Ker se pač moraš individualno vse prebrati sproti, vse ti pošljejo zjutraj, pa ti ob 9 že piše, niste mi nič odgovorili, ne? Tako so ti mladi avtorji, pa začetniški avtorji nestrpni. Zelo sem bil presenečen, da so vsi nekako po svoje do neke stopnje pismene. Niti ne bi mogel reči, kar srečujem, tam imam eno kopico map, ko mi pošiljajo znani in neznani ljudje svoja besedila, ker bi lahko rekel, da so neki klišeji, starejše ženske o svojih mamah pokojnih, pa o vnučkih, o lepoti slovenske domovine, o času, kako beži, bi rekel, 5-6 motivov, ki se stalno meljajo. Tu skoraj ni bil problem. V glavnem so bila dekleta, en fant ali dva, v glavnem so bila dekleta in vsi so imeli nek originalno res zapovedati. Me je to zanimalo. Seveda z večjo in manjšo srečo, spretnostjo. Še zdaj sem malo užaljen kot učitelj slovenščine. Nivo slovenščine ni bil slab, razen ločil. To, da ne zna postaviti vejice, je normalno. Ko jim rečem, postavimo se v eni učni uri, se bomo naučili delati vejico. Še to ne rabimo. So jasna pravila, vse se ve, samo skoncentrirano morate poslušati, to je kot poštevanka, mora znati na pamet in bo za celo življenje znal in ni težko. Ne, jih niti to ne zanima. Pa kaj nas boste s temi vejicami zafrkavali? Ni problem ločina. Problem je, da ne ve, da je sestavil 2 misli, 2 stavka, da jo mora znati povezati. Ali pa narediti zarezo, da bomo sploh lahko razumeli naprej. To je zanimivo, na tem sem še zdaj razočaran, tudi tiste, ki dobro pišejo, imajo težave z vejicami. Sicer pa je z večine dobro znanje pismene slovenščine. Na to originalnost sem že opozoril, zelo sem se bal jim dajati velike nasvete, rajše sem jim pač primere iz literature govoril, kako je ta to rešil, kako je oni, tudi zlasti proza, da ne govorim o drami, ki ima predpisano zgradbo in strukturo, ampak tudi proza mora imeti nek začetek, ko v šoli učimo nekaj, kar se dogaja in potem nekaj na koncu. In kar hitro sem videl, da je ena izobražena ženska tam, potem čujem, da je magistra medicinskih gerontoloških znanosti. Niti ne vemo kdaj, ima 2 otroka, v Avstriji hodi delat, predelala v Hrastovcu. Pa sem čutil, da je vmes doktorirala, ne da bi nam kaj povedala. Kako krajšo reč je napisala, potem pa enkrat reče, pa da je čas napisala en roman v zadnjih mesecih,
ne, kar bi celo malo hiperprodukcije, mislim, tako je Garaška. Ne. Druga barva lune. Ja, Garaška, ja. Sem napisala in mi je dala prebrati en obsežen tekst, roman. Zelo sem navijal za prvi del romana, ki bo zdaj tudi izšel. In tudi tu se mi zdi še zmeraj prvi del najmočnejši, ker opisuje zelo spretno stanje, da ne rečem v Hrastovcu, oziroma pogled mlade, pametne, niti ne agresivne, ampak vseeno kritične medicinske sestre, kjer vidi, da delajo vse po starem, ker je v modi še elektrošok, kjer so razmere brez potrebe grozne, vsi eno brisačo, ne vsi, ali pa 10 eno brisačo, in tako dalje, in zahteva nema vsak, in tako dalje. Njen spopad in nek občutek za nehuman položaj teh v gradovih, kamor jih je naša država dala. Sicer je to znan svetovni pojav, ne? Imamo to, da se je to odprlo, ne? Imamo na Tratah podružnico in tako dalje. To je prvi del romana, kjer se pa precej spretno tečeta dve zgodbi, zgodba te medicinske sestre in zgodba neznane osebe, ki jo na vlaku pretepejo in je dolgo časa v nezavesti, ko v bolnici porihtajo, je samo izguba spomina, ne ve ne imena, ne jezika, v katerem bi govoril, nobenih podatkov, in ker ne vejo, kaj z njim, je naš zdravstveni sistem omogočil, da so ga dali v norišnico Hrastovec. To mlado dekle začuti, da preč tja ne sodi, da je nehumano in da potrebuje čisto druge prijeme medicinske, da bi se mu vrnil spomin, obenem pa iz nekih detajlov vidi, da je mogoče izobraženec. Ker imajo tam te dejavnosti, da porabijo čas, gre on v risarski krožek, pa nekaj nariše enega konja ali kaj. In ona se začne malo zanj brigati, potem se zgodi neka velika nesreča, tudi z njo, ko eden pacient bi jo zadavo, ne da bi se zavedel, kaj dela, ne more spustiti vratu, pa jo ta reši. In v drugem delu se razvija ljubezenska zgodba, ko najprej odkrijemo, da je Turk in da je iz Istanbula. In ga pošljajo nazaj. Ne njemu, ne njej pa ne da miru ta človeška naveza, ki še je daleč od tega, da bi bila erotična. In ona gre iskat v Istanbul, že prej enkrat, čist na slučajni ekskurziji, najde v eni privatni galeriji enako glavo konja, kot jo je ta v Hrastovcu risal. On še je v Hrastovcu. Ona pa tam vidi isto modro barvo modrega konja, ko je tam. In iz tega potem splete, po mojem občutku, malo romantično, ljubezensko happy end. In sem ji učital, in malo solzavosti, in malo preveč romantike, in tako dalje, zlasti glede na prvi stvarni in kritični del. Ampak čez 2 dni mi je prinesla spet 100 strani na novo napisanih. Pa sem še kaj rekel, ampak je to vedno sproti dopolnjevala. Potem mi je rekla, da ne bo več mi prinašala zdaj, ampak ko je bil roman gotov, mi ga je še enkrat prinesla. In zopet bi ji rad pomagal, ne bi rad gledal Hedl, da je vaš kulturni zavod tisto mesto, kamor se zatečem, ko ne vem kam drugam, ali pa ko kdo drug ne bi natisnil. Tudi to ni problem. Ja, sem se odločil, da grem k vam in ponovno kapo dol za to dejanje. Če strnem, mislim, da je naloga ustanove, ki izdaja knjige, seveda, da izdaja najprej kvalitetne slovenske knjige, je prva naloga. Druga naloga pa je imeti malo posluha za okolje, kjer si doma. Tem ljudem, zlasti mladim začetnikom, v kapitalističnem času, ko je knjiga vredna samo, če se dobro prodaja, v tem primeru
preprosto je to izjemna dragocenost. In se veselim njene knjige, se veselim in sem prepričan, da bo imela številne bralce, da ne bom rekel bralke.